Ali spremeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano ustvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo. Vse terapije nekako obvladujejo naše starše, a ne? In jaz rečem, lejte, to se je zgodilo, ne? Je vzrok, da smo nekako takšni, ampak če pa skozi iščemo vzroke, kaj so nam hudega naredili, pa kako so bili narobe, mi ne bomo napredovali. V tej fazi zaljubljenosti dodajamo neki osebi lastnosti, ki jih mogoče sploh nima. Iskren, duhoven, športen. In potem, ko ga začnemo spoznavati, pa rečemo, jaz se je čisto spremenil ali spremenila. Ni res. Pa imamo popravni izpit partnerstvo? Jaz pravim, ja in ne. Prevara pomeni to, če bo moj partner šel nekam s kolegi na kavo, bom jaz mogoče cel čas razmišljala, ali me je zopet prevaral. In to je lahko peko za celo življenje. Prav imaš, jaz sem pa srečna. To so besede Edite Tomič, naše današnje gostje. Pozdravljeni, dobrodošli in povabljeni k spremljanju podcasta Partnerski odnosi. In tale izjava še kako prav pride, pravite Edita Tomič. Najprej dober dan. Dober dan. Ja, vsekakor, ne, to je malo za šalo, malo za res, a ne. Ampak neprestano en drugega prepričujemo, a ne. In jaz sem zelo hitro ugotovila v moji partnerski zvezi, da je super reči, ja, prav imaš, jaz sem pa srečna. Kaj pa da, draga? Ali da, dragi? Da, dragi je tudi v redu, a ne. Vse to pomaga k temu, da se ne zapletamo v bojišče, ampak v dogovor. Imela sem težko nalogo. Dogovarjali sva se, da bova govorili o partnerskih odnosih oziroma odnosih nasploh, ki jih imamo v življenju. Čeprav potem, ko sem šla raziskovati, kaj vse počnete v življenju, Edita, še veliko tem je zanimivih. Se pravi, reiki mojstrica, Theta Healing je v vaši domeni, grafologinja ste, številne delavnice, partnerska svetovanja. Zakaj ste izbrali partnerstvo? Zakaj bi radi predvsem o tem spregovorili javnosti? Zaradi tega, ker je preveč ločitev. Ne? Predvsem zaradi tega, ker vsi pričakujemo, kako bi moral reagirati partner ali partnerica. Ne? In zelo žal mi je, da zelo dobri ljudje, zelo v redu ljudje se ločujejo, grejo narazen, ampak ne pomislijo, ko odprejo ta vrata, kaj jih čaka zunaj. Ne? Zunaj ni, jaz pravim v narekovajih, take opice, ki jo mi pričakujemo, da bi morala biti. Ne? Zato jaz vedno rečem, stopite korak nazaj, razmislite, kaj puščate za sabo, predvsem, če so tukaj še otroci. Ne? Ker ta naš egoizem, pa ta naš način razmišljanja, da se nič več ne znamo prilagajati, ta individualizem, ne, pripeljejo do tega, da kar naenkrat je, jaz se pa tega ne grem več, konec, ne pomisliš pa na to, kaj puščaš za sabo. In ne pomisliš, koga boš naprej, nadalje priklical, narekovajih v svoje življenje, ker nikoli ni 100%, govorim za ves čas, vse idealno. Tako je. Mi imamo v glavi nek film, kakšen naj bi naš partner bil. Ko jaz rečem, opište, kakšnega partnerja ali partnerico pričakujete, pa potem iskren, duhoven, športen, zvest in tako naprej. Ampak, lejte, mi na tak način dodajamo neki osebi lastnosti, ki jih mogoče sploh nima. Ja? Ker v tej fazi zaljubljenosti ali pa strah pred tem, da bomo sami, potem kar lepimo neki nalepke ljudem
In potem, ko ga začnemo spoznavati, ali pa njo pa rečemo, ja, se je čisto spremenil ali spremenila. Ni res, ne? Zato jaz vedno na seminarjih ali delavnicah, partnerskih odnosih rečem, no, zdaj pa razmislite, kje želite čez 5 let biti, kako želite živeti čez 5 let in potem napište sebi, kaj v partnerski zvezi ne bi tolerirali. Ne? In večinoma začnejo nezaupanje, potem neiskrenost, posesivnost in tako naprej. Jaz pa rečem, ja, kaj pa je za partnersko zvezo najbolj pomembno? A ne? Ja, noben ne pomisli na to, na zvestobo. Ne? To se pravi, prva stvar, ki v partnerski zvezi ne bi prenašal, je varanje. Ali je to intimno varanje v partnerski zvezi, ali pa varanje, to se pravi zavrnitve strani prijateljstva ali sodelavcev in tako naprej. Potem rečem, ja, kaj je pa to, da si vedno na zadnjem mestu, ne? Da tvoj partner ali partnerica da naprej prijatelje, družino, sodelavce, službo, internetne igrice, šport in tako dalje. Potem zasvojenosti, ne? Največja zasvojenost je zdaj igrice ali pa pornografija in tako naprej. Ali finančno izčrpavanje, ali neke ekstremne prehranske navade, ne? Dostikrat se zgodi, da kdo pride na kakšen seminar, potem pa pride domov, pa začne iz kuhinje ven pospravljati vso hrano, ker se je on odločila, da bo vegan ali vegetarijanc, kar ni prav. Ker ti s tem v bistvu kršiš neko integritete nekoga, ki s tabo živi. To se pravi, upoštevanje in pa pogovor je v partnerski zvezi kakršnikoli zelo pomemben. Ali intimni partner, ali prijatelji, ali sodelavci, ne, v vseh odnosih. Pogovor, da mi povemo, kaj želimo, kaj si želimo, ampak ob tem ponavadi preslišimo drugo stran. Se pravi, komunikacija je povedati, ampak ne, pomembnejši del pri temu je tudi slišati. Tako je, ne. Mi se učimo tudi, kako se pogovarjati, ne. Prva stvar je, ki je pomembna, je to, da se ti določiš, o čem se želiš pogovarjati. S tem, da se ob tem zavedaš, da so to tvoja mišljenja, da ti razmišljaš, kaj tej osebi manjka, ne, kar pa mogoče ni res. Potem, da se dogovoriš, daj bi se pogovoril, ne kar da začnemo kar napadati in pa zdaj pa se usesti, pa se pogovorimo, ker takrat se vsi zapremo kot školjke, ker se ustrašimo, kaj zdaj spet nekdo hoče od nas. Potem govorimo o sebi, o svojih željah, brez obtoževanja, kritiziranja. Ne, ti si kriv, da se jaz počutim tako pa tako. Ne, ampak jaz si želim, da bi bili več skupaj, jaz si želim, dosež to pa to. To se pravi, ne lepimo etiket in potem naslednja postavka je pa to, da poslušamo sogovornika brez prekinjanja. Ne? Kaj pa mi naredimo? Običajno mi povemo svoje, potem nam pa nekdo drug sogovornik pove nekaj, kar nočemo slišati, takrat pa vskočimo in prekinemo in napademo, kar ni prav. Ne? To se pravi, mi takrat prevzamemo njegovo senco. In pa če prevzamemo njegovo senco, pomeni, da se nas je to dotaknilo in da dejansko to mi v sebi imamo. Če meni nekdo reče, da sem lena, se ne bom nič bunila. Glejte, skodi, jaz sem šla čez te procese in se to naučila. Če mi pa nekdo reče, da sem nevodljiva, potem sem se pa ponavadi bunila. Jaz seveda zato, ker sem res, ker mislim svojo glavo. In potem, ko mi pustimo sogovornika, da pove svoje brez prekinjanja, potem ponovimo razumevanje. To se pravi, bi jaz rekla, vi tako mislite, jaz mislim tako, kje se bomo mi
dogovorili, kaj se bova dogovorili. Ne? Tukaj pa največkrat tudi mi pademo, ker rečemo, ok, ti tako misliš, ampak jaz mislim tako pa tako in potem človeka prepričujemo v svojo absolutno resnico, kar pa ni prav. Ampak vsak ima svojo resnico. Jaz imam svojo partner ali sodelavec ali prijatelj ali otrok ima svojo. Kako najti stičišče? Dogovor, ne? Ker lejte, vi mislite o tem čajniku povedati svojo resnico, je svojo, kjer ima prav. Se pravi, poiskati to stičišče. Sredino. Tudi na predavanjih, a veste, kaj predavam po raznih teh centrih za starejše, pa na raznih dogodkih, se dostikrat najdejo ljudje, ki potem nekako provokativno hočejo, da zastopajo svoje stališča o prehrani, o vseh teh zadevah. Jaz vedno rečem, ja, to je vaše mnenje, moje mnenje je takšno, zdaj pa lahko se do jutri pregovarjava, kdo ima prav. Ne? To se pravi, vsak ima svojo resnico, vsak ima svojo pravico in če nam ta resnica pa pravica, razmišljanje ni všeč, potem se moramo pa odločiti. Ne? V partnerski zvezi imamo samo dve možnosti. Take it or leave it. Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, in se odločiš, do katere meje boš to toleriral, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano ustvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo. Daj en primer, mogoče, ki ga imate najpogosteje v partnerskih terapijah. Če rečem takole, čeprav ponavadi nimate obeh partnerjev istočasno pred seboj, ampak delate ločeno z enim in z drugim, kolikor vem. Pa vendar, kaj je največkrat srž problema in morda vaš nasvet? Vidite, v parih ne delam zaradi tega, ker večinoma ljudi pričakuje, na katero stran se bo terapeut postavil. Jaz nisem razsodnik, kdo ima prav, pa kdo ima narobe. Nikoli in nikdar še nikomur nisem rekel, naj se loči, ampak vedno rečem, pomislite, kaj vi lahko naredite za to partnersko zvezo. Naučim jih pravila igre, da jezimo se na druge takrat, ko ne naredijo tisto, kar mi želimo. Potem, nikoli ne ocenjujem ljudi, da je partner ali partnerica narcis, egoist, kolerik, ker to so samo obrambne mehanizme za nizko samopodobo in če jaz želim nekako, bom kar povedala primer, da bo bolj jasno. Pač ena gospa, ki je že dolga leta poznam, sva se po dolgem času srečala in mi reka, veš, sem bila pri enem terapeutu mlademu, ki je ugotovil, da je moj mož narcis in da ima bipolarno motnjo. In ker sem jaz poznala zgodbo, sem rekla, kdaj pa se to zgodi, običajno. Ja, tam vsak mesec. Ja, katerega v mesecu? Ja, takrat, ko so računi, plačila in tako naprej. In ker vem, kakšno je finančno stanje in ker vem, da pač prihodka ni z te druge strani, seveda se ti razjezi, zahteva, da se tudi kaj prispeva, ne samo zapravlja in takrat je potem ono karakteriziran za narcisa in tako naprej. To se pravi, je treba razmisliti, zakaj nekdo tako reagira. Ima nek vzvod. In vedno obstaja en vzvod. Ali pa mi spoznamo partnerja, ki je ves pri luftu ali partnerica. No, in potem ženske imamo v sebi materinski gen. Ja? In tam nekako do 28. leta je ta otroška faza razvoja. Ne, da smo otroci, ampak drugače deluje. Še vedno je ta čarobnost, igrivost, iščemo se, spreminjamo se. In zdaj, če smo mi se spoznali pri 20 letih, se do 28. leta vsi spremenimo. Drugi interesi, druga razmišljanja in tako naprej. In ko ženska prej preide v fazo odraslega, potem
postane preveč zahtevna, ker mora biti vse po regalcih in tako naprej. In zdaj kar naenkrat pač človek drug ne ve, kaj je z te igrive deklice ratala ena limona. A ne? In takrat se začne to prepiranje. Ja? V bistvu moški malo kasneje pridejo, ne? Tam do 30. Seveda govorim to povprečno, vsak človek je pa individualen. A ne? In potem so tukaj, zato je tudi od 30. pa do 42. leta največ ločitev, a ne? Ker ne razumemo več drugega, ker smo se spremenili. Ne? In potem prepričujemo in zahtevamo in seveda slej ka prej gremo na razen. Dostikrat je pa tudi to, da te dolge veze, ki so se začele v najstniških letih, to je pa sploh, ker se ljudje zelo spremenimo, a ne? In potem ta energija zaljubljenosti mine, ne? Postane dolg čas. In potem je pa treba še narediti otročka, zato, da mislimo, da bo to skup držalo, kar dostikrat ni res, ne. Pač je treba upoštevati in pa se dogovarjati, ne. Če nekdo skozi športa, ne moreš pričakovati, da zdaj bo pa kar naenkrat nehal zaradi tebe, a ne, ampak se dogovoriti. Sploh pa, če si z njim to počel, a ne? In tukaj so potem največ nesoglasij. Kaj pa, če potem skozi partnerstvo prihaja do, bom rekla, razlik? Omenili ste šport, ne vem, vsak gleda skozi svoje strasti, hobije, zanimanja, da se partner, ne vem, omisli, da si kupi motor. Se zmišljujem. In gre z moško družbo pogosto na izlet. Ja. Se pravi, kje najti skupni jezik? Tukaj je seveda dogovor. Ne? A veste, kako je, ne? Jaz sem še tista generacija, a ne? V mojih rosnih letih, a ne, se tega ni dogajalo. Ja? Preveč smo egoistični, ne? Preveč je tega, moram imeti čas zase, ne? Moram zadovoljiti svoje hobije. Če si se odločil imeti družino, a ne? Ne, da si ti suženj tega, ampak v tem obdobju si starš. Ne? Isto tako mame. Nimam časa zame, pa ta hobi, pa hobi. Do določene meje, ampak katera je glavna vloga zdaj v tem obdobju? Materinstvo in pa starševstvo. Dogovor je potreben. Ne? Ker, a veste, jaz rečem, ta pričakovanja, kaj bi moral reagirati, kako bi moral reagirati drugi, ne? To se največ vidi na dopustih. Ko vzamem ženska s sabo duhovne knjige, moški vzame kolo, a ne, pa tam še 2 majhna otroka, ta drug dan ali 3 dan se absolutno skregajo, ker vsak ima pričakovanja, kako mora reagirati drugi. Zato se je treba pogovarjati, ne. Jaz bi šel na motor, a ne, bom jaz poskrbela za otroke, potem grem pa jaz nekaj, boš pa ti, a ne? Ampak brez tega, da dajemo navodila, kako mora partner poskrbeti za otroke ali partnerica, ne? Ker moramo pustiti seveda odločanje tudi nasprotnemu spolu. Se pravi, partnerka, pa če vzamemo tudi obdobje potem, ko je že prisoten sindrom praznega gnezda, se pravi, partnerka bi rada brala ali kolesarila, mož bi rad, ne vem, šel z motorjem, se zmišljujem. Se pravi, kompromis, danes tako, jutri tako, tretji dan skupaj, se pravi, to dvojino je potrebno ohranjati. Se pravi, v tem kontekstu govorite o egoizmu. Se pravi, meni paša brat, ne pomeni, da bom 10 dni dopusta samo in zgolj brala. Se pravi, tle si je potrebno, kot vas razumem, prisluhniti. Ja, in tudi izbira dopusta, ne? Nekaj je za partnerja, nekaj je zame.
Včasih tudi tako, ne? Okay, zdaj bomo šli tja, ker meni odgovarja, naslednjič bomo šli tja, ker tebi odgovarja. Ker, a veste, kako najhujše je pa to, da zaradi lastnega nezaupanja se potem razvije ljubosumje, ker imamo občutek, da bo nekdo našel nekoga boljšega, in potem kontroliramo in podrejamo in tako dalje. Vendar je to sigurno vodi v propad, pa ne zadovoljstvo, ker a ni boljš, da gre partner, naprimer, z družbo loviti ribe, jaz grem s prijateljicami ali kaj takega, sama na neko dejavnost, ki mene zanima, in potem, ko prideva skupaj, se imava o čem pogovarjati. Kot pa da oba dva doma sediva pred televizijem in sigurno je eden limona, in seveda tukaj je samo napetost in zdolgočasenost. In iz tega se razvijajo tudi različne bolezni. Predvsem bi pa tukaj poudarila, to je ponavadi, me vsi malo čudno pogledajo, tudi na osebnih svetovanjih in to, kaj mi postavljamo v partnerstvu na prvo mesto. In moja pač malo za hec, malo za res, rečemo, zdaj pa napište prve 3 stvari, ki bi jih postavile, kaj je pomembno v partnerski zvezi. In napišejo zaupanje, iskrenost, sodelovanje. Ja, kaj pa je v partnerstvu tisto, kar mi počnemo samo s partnerjem, pa z drugimi ne? Ja, spolnost, In potem me vsi gledajo, lejte, če v partnerski zvezi spolnosti ni, to partnerska zveza ni. Kajti med spolnostjo mi hormonsko komuniciramo drug do drugega, potem ustvarja se skupni DNK, in seveda ni brez veze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha. Dejansko nam gre partner ali pa partnerca na živce, če tega ni, in tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva. Ampak kaj smo naredile me dame v Evropi z emancipacijo? Dostikrat se zgodi to, da kaznujemo partnerje z nespolnostjo in tako naprej. To se pravi, je nekaj drugega treba rešiti, če nam ni do tega. Ne pa, da na tak način funkcioniramo, ker to je garancija, da se oddaljujemo eno drugega in jim naredimo prostor za vstop tretje osebe v to partnersko zvezo. Ampak naše babice in prababice so imele rek, vse se poravna v posteli. Danes tega ni. Ne. Ne. Ampak a je prav, da se neko nesoglasje poravna v posteli? Lejte, vsekakor, pri sproščanju, pri spolnosti in tako naprej se mi čustveno zopet povežemo. Se ta jeza in ta napetost, ta negativni naboj v telesu sprosti, in se povežemo. A veste, tisti ljudje, ki se kregajo na glas, se dostikrat ne ločijo. Ampak tisti, ki je vse lepo, prijazno, potlačeno, tam pride do nekega preboja, ker ni tiste energije. A veste, Srbi pravijo tako, kdoj se svađa, ta se je voli, in dejansko je temu tako, ker to so močnejša čustva. Ampak to je odvisno od karakterja. Nekdo bo ponotranil problem, drugi bo eksplodiral in povedal, bom rekla, preveč na glas. Ja. Se pravi, je to stvar dinamika enega odnosa. Dinamika, lejte, mi pri sorodnih dušah vedno iščemo človeka, ki je nam bolj podoben. Največja napaka, ker ta oseba ima isto take lastnosti, kot mi, sam mi jih pri sebi ne vidimo, pri drugemu jih pa vidimo.
In potem seveda je treba to boljšo polovico spremeniti v tisto, kar mi hočemo. Seveda je najbolj kompatibilen intimni partner, ne? Kar pa pomeni, da se v 70% ujemamo, v 30% smo pa različni, ker ta različnost je tista gonilna sila, ki nas pelje v razvoj naše partnerske zveze. A veste, vse v partnerski zvezi ni samo vse gor, lepo, ne? Ampak je valovanje. In važno je to, da ko gre val dol, da se mi zavedamo, kaj mi lahko naredimo za to, da se bo val obrnil. Glejte, koliko nas pozabi se zahvaljevati partnerju, ne? Ko nam skuha kavo ali pa partnerici ali kosilo. To se pravi, partnerska zveza se krepi z zahvaljevanjem, a ne? Potem dajanjem komplimentov, ne? Ampak tistih iskrenih, a ne? Majhnih, vsakodnevnih. Zdaj, če si vsak dan v isti trenerki, pa neurejen doma, ja ne moreš pričakovati komplimentov. To se pravi, poskrbeti za to, da si še vedno zanimiv, privlačen, ne pa se čisto prepustiti. Potem osebna higiena, ne? Urejeni zobje in tako dalje. Vse to je gonilna sila nekega partnerskega odnosa. Potem podeliti svoje težave, slišati težave drugega, a ne? Potem, naprimer, ne da se ti kar odločiš, kaj boš skozi kuhal, pa kako mora biti vse urejeno, a ne? Pa kje mora ta kozarec stati, pa Bog ne daj, da ga drug premakne. Ja, to pomeni, da popolnoma obvladuješ ta partnerski odnos, ne? In potem drugo osebo izrinemo iz tega, ali pa tudi pri vzgoji, pa rečemo, jaz sem za vse sama, nič nam ne pomaga. Ja, seveda, da ne, a ne? Se nima možnosti, a veste. Tukaj je, jaz pravim, zato se reče partnerski odnos, sodelovanje. Ampak velikokrat izpostavljate prevlado, dominanco. Se pravi, kako vemo, kdo dominira v enem odnosu in kam to pelje? Ja, to se že takoj vidi pri vzgoji otrok, a ne? Kdo ima prav, pa kdo ima narobe, kako bo ukrašeno v stanovanju, kje bo kaj stalo, kaj se bo kuhalo, kaj se bo jedlo, kam se bo šli na dopust, kaj se bo v trgovini kupilo, ne? Tisto vsem temu odloča, v bistvu tisto vodi ta partnerski odnos. Lejte, dosti krat pridejo k meni na terapijo tudi otroci, ki so imeli v družini odvisnost. Ali alkohol, večinoma prej alkohol, zdaj je pač droga, a ne? Te še ne prihajajo, ko so premajhni, ne? In pravijo, ja, očeta nikoli ni bilo, ne? Mama je bila za vse, pač oče je bil odvisnik. Lejte, jaz vedno vprašam, kdo je pa vsem odločal? A ne? Kaj se je dogajalo na začetku? Ja, očitno odvisniki, a veste, postanejo takrat, ko so čustveno nezadovoljni. To so zelo čustveni ljudje, ki v dejanskem stanju realnem ne znajo odreagirati, ne morejo tega prenesti. In potem jih izloči družina. Iščejo uteho, ne? Ja, iščejo uteho tam, seveda, ker tukaj nimajo nobene možnosti. Ne? Ker ponavadi je tako, da žrtev nekega odvisnika vedno poskrbi, da je lahko žrtev, da je lahko v tej vlogi. A ne? In obvladuje celotno situacijo. Ja? Tako da, a veste, dosti ljudi poznam, sploh teh novodobnih, ezoteričnih zadev, ki je tega ogromno, pa predavateljev, pa tako naprej, ko ljudi ne spravijo na realna tla, ampak še mečkan višji gor, a ne? In potem se dogaja to, pač grem na jogo, grem na to, grem na uno, a ne? In napiše, narediti moraš to, ne? To se pravi cel spisek navodil. Ja, kako se partner ob tem počuti? Kot da je neandertalc, da nima pojma, ne? In seveda potem se v to ne bo vtikval. Ali ne želijo se pogovarjati. A potem se zgodi bežanje iz odnosa? Ja, in potem se začne, ne,
Se dosti krat slišim na kakšni terapiji, da je kakšen terapeut rekel, jaz zvečer pokadi eno travco, pa bi jo boš lažje prenašal ali pa prenašala, ne? Seveda potem se to začne bežati na tak način, ker se ne počuti enakovreden partner ali partnerica, a ne? In isto, jaz se ne nočejo pogovarjati, ja. 3-krat rečemo ampak, ne? Pa prepričujemo, da je naš prav, potem bo oseba rekla, dobro, pogovarjaj se sama, a ne? Ali pa dostikrat je to vzrok za ločitev, me ne podpira, me nima dovolj rad in tako naprej. Jaz rečem, kaj bi mogla ta oseba narediti, da bi imela občutek, da vas podpira, ne? Ja, ne vem, ja, kako naj pa potem on ve, ne? Se pravi, spet smo pri pogovoru. Spet ne, pri samozaupanju. Aha. Ne? Ker če jaz ne zaupam vas, lahko moj partner stoji na glavi pred mano, pa še vedno ne bom imela občutka, da me podpira ali da me ima dovolj rad. A veste, v partnerski zvezi je res zelo pomembno to, da se začnemo spraševati, kaj jaz naredim dobrega vsak dan, tisto, kar vem, da ima moj partner rad. Ne skuhati, ampak te malenkosti. Na dnevni bazi. Na dnevni bazi. Ne? Potem, zakaj sem se zaljubil ali pa zaljubljal tega partnerja? To mi je bilo zanimivo, ko sem brala en vaš intervju, se pravi, dajmo si napisati, zakaj sem se zaljubil v partnerja. Tako. Mogoče je to domača naloga, ne? Ja. Tudi če nam gre vse ok, je dobro osvežiti te pozitivne dražljaje in lepe spomine. Tako, ker s tem mi zopet spodbudimo, ne, neka pozitivna čustva do te osebe. Razumete? Ne, da iščemo samo negativnosti, ampak dajmo poiskati nekaj pozitivnega. A ne? Isto tako, kot sem prej govorila o tem, da si napišemo, kaj ne želimo, a ne? Isto tudi to, zakaj smo z njim. Ne? Zakaj on je še vedno z mano. Ne? To se pravi, da mi razmišljamo o pozitivnostih. Ne? Ali pa vedno rečem, postavite se v kožo partnerja, kako bi se vi počutili, če bi bilo tako pa tako, kot vi počnete njemu. Ne? Ja, ne bi bilo fajn. Ja, no, potem pa nehajte to delati. To se pravi, da se čim bolj zavedamo, kaj mi delamo narobe, ne pa da spreminjamo druge. Pa mislite skozi vse te delavnice, terapije, ki jih imate, da imamo danes veliko več nerealnih pričakovanj v odnosu, partnerstvu, v zakonu? Definitivno, ne. Dejansko ta egoizem, ne, in pa tudi, veste, mi terapeuti, ne, ko spodbujamo neko žensko energijo, to je moje naslednje vprašanje. Naprej, ja, pripelje do tega, da dejansko stvari nimajo nobene osnove za realnostjo. Sploh nismo prizemljeni. Ne? Vse hočemo dobiti na tak lahek način, ne? Da je vse v službi nas, nikakor pa ne vidimo drugega. To je problem. Ne? A veste, to se začne že ob vzgoji, ker ta vzgoja, vsi smo super, vsi najboljši, a ne? Seveda se to vidi tudi v službah, a ne? Da vsi mladi pričakujejo, da bom vse tako dano, potem pa še v partnerskih odnosih. Zato je pa toliko samskih ljudi. Ne? Jaz imam 70% moških strank na terapijah, na delavnicah, na seminarjih, ne? Ker ženske mislimo, da niso duhovni. Zelo. Ampak prizemljeni pa logični. Ne? Kaj moti te moške? Kaj največkrat slišite? Kaj, bom rekla tako, imajo povedati čez svoje partnerke? To, da si jih neprestano vzgajajo, da so paznice, ne, najmanj igrajo vlogo partnerce in zdaj, če ti cel dan vzgajaš nekega partnerja, ne moreš pričakovati, da bo zvečer v posteli pa princ, ker ga odrine stran. To se pravi, ker je to v genetiki, v našem DNK-ju, pri ženskah to, da so moški otroci, da niso sposobni, da nič ne znajo, da samo letajo za ženskami in da so neodgovorni, kar ni res.
Ne? In zaradi tega pravijo, kaj doma, ker je toliko enostarševskih družin, ne? Doma mi mati vzgajala kar naprej, ja, kaj zdaj me bo pa še partnerica. In rečejo, vse ženske so kure, sploh če jih začnejo sprašati, ali si duhoven, ali športaš, ne? Rečejo, bej stran od take. Ne? Ženske pa pravijo, da so vse moški neodrasli, nemogoči, neresni, je seveda, ker spet ne dobijo tistega, kar pričakujemo, ker nismo pripravljeni sploh spoznati človeka. Ne? Ampak ne enega robotka, malo pošraufa, da ti bo služil za tisto, kar ti hočeš. Spomnila sem se na knjigo Ženske so z Venere, moški z Marsa. Ja, ta knjiga, ne? Jaz sem bila na tej predstavi, tudi z gospodom Avdićem sva se dogovarjala, da bi jaz imela prvo predavanje, potem bi bila pa ta oddaja, ne? Ja, ja. Ampak žal je potekla licenca, ne? To so se pogovarjala 3 leta nazaj, ko smo bili na križarjenju z Ičko tipo Sredozemlju, ker se mi zdi fantastična. Ne? Jaz že 17 let učim partnerske odnose, teto pa že 18 let in tako naprej. In v tej knjigi so res brane vse te modrosti v partnerski zvezi. Ne? Lejte, zelo všeč mi je tudi, ker tam omenja to, da veste, jaz vidim, kaj to pomeni, če prideš domov in če partner nima interesov, pa tako naprej, ne? To se pravi, žal je, da je v penziji, ne? Pa kako je bilo, kaj boš jedla, kaj boš pila. In zdaj razumem moške, ko pridejo iz službe, da so takoj na udaru. Ne? In potem, če ne odgovoriš, kaj pa je narobe, ne? Zakaj si pa slabe volje. In če te nekdo 3-krat vpraša, zakaj si slabe volje, ne? Se spravaš v neko votlino in dejansko rataš slabe volje. Ne? Ker enostavno to drezanje kar naprej eno drugega. Ampak zakaj to počnemo? Zato, ker nimamo zaupanja vase. In potem iščemo neprestano potrditev izven sebe. Ne? Se pravi, naslednji korak, kako priti do zaupanja vase? Tako je. Kako? To je pa trening. Ne? Gradnja samozavesti, jaz sem šla čez vse te procese, zgledala sem veliko bolj samozavestna kot sedaj, na zunaj, ne? Notri pa en kup strahu, pa ena velik zid, da nihče ni noter prišel. To je prav ta strong lady na zunaj. Lejte, samozaupanje se dela na tak način, da ti odkrivaš vzorce, katere so ti naložili ljudje, ko si se ti odraščal. Ali si, da si površen, da si len, da si reven in tako naprej. Kaj vse je narobe s tabo, potem koliko si se vse trudil, da bi dobil kakšno pohvalo, pa kakšno priznanje, in pa, da imamo vsi v sebi te lastnosti, ki jih nočemo imeti. To je pa jeza, zamere, ljubosumje in tako naprej. In da se začneš tega zavedati, in da prepoznavaš svoje pozitivne lastnosti. Ker mi skozi odkrivamo negativnosti v sebi, namesto da bi odkrivali tudi svoje pozitivne lastnosti, kaj vse znamo, kakšni smo in tako naprej. In na tak način se gradi ta samopodoba. To se pravi, jaz vedno rečem tako, česa me je strah, če jaz to naredim? Kaj se mi lahko najbolj groznega zgodi zdaj le na tem najinem podcastu? Je to, da se zmotim in kaj potem? Ne bo konec sveta, gremo naprej, popravimo in razložim na drugačen način. Pa imamo popravni izpit partnerstvu? V partnerstvu je popravni izpit, seveda odvisno, koliko je neke ranjenosti. Zdaj, če so neka huda nasilja, potem absolutno zelo težko. Če je prevara, jaz pravim ja in ne, odvisno, zakaj je ta prevara nastala.
Ne? Jaz rečem, dajte se pogovarjati, dajte stopiti nazaj. A ne? In pa predvsem, koliko ste vi pripravljeni tega odpustiti. Ker prevara ne pomeni to, da če bo moj partner šel nekam s kolegi na kavo, ne, bom jaz mogoče cel čas razmišljala, ali me je zopet prevaral. In to je lahko peko za celo življenje. Ja? Dostikrat je tudi problem, da postaneta partnerja dva, ki sta prej varala svoje partnerje. Ne? Tukaj je zelo težko zgraditi zaupanje, ker oba dva imata v podzavesti nekaj. Kaj pa če? Ne? In največje zlo je pa zdaj še ta internet, a ne? To dopisovanje, lajkanje in tako naprej, kontrola mobitelov, spletnih strani, to je, hvala Bogu, mi tega nismo imeli, ker bi se mi zmešalo. Mojemu partnerju pa tudi. Velikokrat se pogovarjamo o čustvih, na čustva ne moremo vplivati. Se pravi, kaj storiti, če se v nekoga zaljubimo, pa smo v partnerstvu? Kakšno je vaše mnenje? Se lahko zaljubimo, če imamo, bom rekla, poštimano partnersko zvezo doma, glede na to, da so čustva in ne moremo na nje vplivati? Ja, definitivno lahko, ne? Ker nikjer ne piše nobenem univerzalnem zakonu, ne? Da ne smemo imeti več ljudi radi. Ne? Mi imamo lahko radi različne ljudi, vendar pa je pomembno to, da seksamo pa samo z nekom. Ne? In zdaj, če se zaljubimo, to ne pomeni, da je v naši partnerski zvezi lahko nekaj narobe. Ne, ampak mi smo samo ljudje, mi se razvijamo. A ne? In zdaj, v dolgotrajnih partnerskih zvezah preide to v spoštovanje. A ne? In seveda, ko smo nekomu všeč, a ne? In ko nas nekdo lepo pogleda, a ne? Pa reče, kako ste danes, seveda ti poboža dušo. Posebno, če doma tega nimaš, ne? Tako je, ti dvigne ego, pa tudi če imaš. Ne? Ti, spet sem zanimiva, ne, super, ti hormoni spet začnejo malo boš delati. In kaj potem? Začnemo ustvarjati nek navidezen film. Kako bi to bilo, če bi bilo. Ne? Tukaj se pa zaplačkamo. Ne? Tukaj pa lahko pride do tega, da živimo v neki iluziji in ta oseba, v katero smo se zaljubili, pa mogoče sploh tega ne ve. In potem pride do fiaska, ne? Če mi pa kar spustimo prejšnjo partnersko zvezo in tako naprej. Ni pa se seveda nekako, jaz pravim, ni pa treba o tem razpravljati s tem partnerjem, ki ga imaš, ker lejte, mi se moramo nekaj zavedati. Če je moj partner vreden moje ljubezni, je vreden tudi še koga drugega. In pa tudi, jaz bi dala tukaj še zelo en tak konkreten nasvet. Mi se moramo zavedati, da je zunaj mogoče 1000 ljudi, ki bi imeli tega partnerja ali pa partnerico radi točno takega, kot je. Brez potrebe po spreminjanju in pa podrejanju. Ne? Jaz vedno, veste, kaj pomislim na kaj takega, kaj me kar razjezi, si rečem, zakaj bi moral on narediti, kot jaz mislim, da mora narediti. Kje pa piše, da bi moral tako narediti? Potem, ko me kar razjezi, rečem, hvala Bogu, da je še tukaj, da se lahko še skregava, ker mi se te miljivosti ne zavedamo. Dokler je človek z nami, imamo skozi popravni izpit, potem pa nič več. Ne? In pa potem oblačitvah, ne? Ja, zakaj se gremo potem v vojno za nepremičnine, pa za otroke, pa za to? Je zaradi tega, ker enostavno nočemo presekati te veze s tem partnerjem. Predvsem je pa zanimivo to, da se ženske še vedno podpisujejo, ne, z moževim prejemkom, kar je pa kot en kavelj, ki jih vleče nazaj v obdobje, katerega nočejo spustiti. Ne? In tako naprej. In potem to primerjanje v drugih partnerskih zvezah, nezaupanje, potem iskanje partnerja, ki bo na stand-byju, takrat, ko ga rabiš, ga snameš z obešalnika.
pa ga odložiš, ali kaznovanje, ne, dosti krat je tudi, da zbereš partnerja, da se boš kaznoval vsem moškim ali pa ženskam. Mislim, to so te obrambni mehanizmi pred strahom, pred zavrnitvijo in pa čustveno ranjenost. Kako gledate na odprte zveze? Tega je pač... Ja, to je zdaj moda. Ja, veliko pa tako zelo odprto. Super, glejte, jaz vsakmu rečem čist praktično. Jaz nikoli ne obsojam, ne. Vsak ima pravico, da dela tisto, kar dela. Moje je to, da jih povem svoje mnenje, ne pa da dajem nasvete ali pa da jih obsojam. Jaz vedno rečem sledeče. Mi smo živali. V sebi nosimo del ljubosumja, kar je popolnoma normalna zadeva, ker vsaka žival brani svoj teritorij. In če predstavljaj si, ne, da veš ali pa si gledal, da tvoj partnerica ali partner ima spolne odnose z nekom drugim prejšnji dan in ali si sposoben ali sposobna zjutraj sedeti ob kavi in to svojega partnerja ali pa partnerco pogledati v oči. Ne? Samo to si predstavljaj. In dosti ki rečejo, to pa ne bi. Ne? A veste, ampak eni zmorejo, eni ne? Ja, jaz pravim tako, ne, moje mnenje osebno, kar ne velja za druge, ne obsojam nikogar, ne, jaz tega ne bi bila sposobna početi. Ne, ker pač si ne predstavljam, da jaz svojega partnerja na spolnem področju z nekom delim. Ker za moje pojme, ne, tega partnerja nimaš iskreno rad. Ne, da si ga lestim, ampak pač to je v naravnem okolju. Si ga ne lastim, ampak ga tudi ne delim. Tako je, ker je to naraven proces. A ne? Lejte, pač se pogledajte v naravi, ne, koliko živali so partnerji za celo življenje, ki se ne delijo. Ne? Ampak to je spet neka moda, neko eksperimentiranje, zato ker hočemo biti nekaj posebnega. A ne? Poznam take primere, a ne, ni problema, ali pa da so ženske te domine, a ne, in tudi partnerji vejo, da so. Jaz sem šele pred kratkim zvedela, da je to tudi, ker sem imela en rejki tečaj, sem bila kot en bebo, a ne, kaj to je. Ja. Kot spremljevalka, ja. Ja, ampak te domine, ne, ki so, da se to tudi izvaja in tako naprej, pa te razni podcasti in tako naprej. Ampak jaz pravim, če so se ljudje za to odločili, ne, se ne delajo nič slabega. Ne, ker pa te nudenje spolnih uslug, če so oni to pošteno odločijo in če se sami odločijo brez prisile, je to čisto pošteno delo, a ne? Samo mi imamo neka genetska negativna prepričanja o tem. A ne? Vsak je svoje sreče kovač. Tako. Ampak prejle ste omenili, ker smo že pri odprtih razmerjih, asociacija še na varanje, čeprav to ni eno in isto. Zakaj pride do tega? Kje je srž problema, da nam partner ni več dovolj, da moramo pogledati še čez plot? Tukaj je spet ta naša iluzija, ne? Naša iluzija, kako bi morali biti. Tukaj so zelo veliki problemi pornografija, ki je zelo dostopna zdaj po vseh možnih kanalih, a ne? In potem seveda klasična spolnost postane dolgočasna. Ne? Poznam veliko primerov, ki naprimer se mora ženska potem dokončno samo zadovoljiti po spolnih odnosih, a ne? Ali pa moške. Samo to je zelo neprimerno za drugo osebo, ker ima občutek, da ni dovolj dobra. A ne? In pa
A veste, tisk sem prej omenila, ne, da ti je nekdo všeč in potem ti delaš film, kako bi to bilo, kaj bi bilo in tako naprej. Ne. To psihično varanje je še hujše, če ti non-stop razmišljaš o nekom drugim, pa si svojo družino in sploh ne daješ pozornosti, kot pa če greš probat in ugotoviš, da ni čist nič drugače, pa nič posebno. Predvsem je pa v novih partnerskih zvezah to problem res, kot sem rekla, da je ta klasična spolnost postala dolgočasna zaradi vseh teh filmčkov, ki nam jih servirajo preko medijev. Se o tem pogovarjate tudi na terapijah, delavnicah? Definitivno. Lejte, v Sloveniji porast depresije, izgorelosti in tako dalje, pri mladih. Moje vprašanje je, koliko časa že to je. Ne? In zelo hitro se pojavi vprašanje stranki, koliko je spolnosti. Ker za stabilno psihosomatiko je spolnost zelo pomembna zadeva, ker smo mi hormonska bitja in se hormoni pretakajo gori in doli in spolna energija je življenjska energija. In če ti vzameš spolnost, vzameš človeku življenjsko energijo. Zato tudi vsi znanstveniki in tako naprej postanejo po 50. letu, ko se ta lipido spremeni v ustvarjalno energijo. In je to zelo velik vzrok za depresijo, za nestabilno psihosomatiko. Ampak če se spremeni... Že Sokrat je to vedel, samo mi toplo vodo odkrivamo. Ja, kaj pa reči? Če se spremeni ustvarjalno energijo, bi lahko razumeli tudi, da je v posteli še več kreativnosti. Tako je, ne? Lejte, jaz pravim tako, ne, moški, ki rabijo vojno, v posteli sigurno niso dovolj močni, a ne, in se morajo s tem dokazovati. Ja? In tudi v srednjem veku so histerijo pri ženskah psihiatri zdravili z vibratorji. A veste, ker sej, če v partnerskem odnosu ni spolnosti pred menstruacijo, kakšen naboj negativnih čustev je, nepetost, nervoza. In včasih smo rekli, boj se samske šefice, ki po noči ni bilo tako, kot treba, je zjutraj zelo našpičena. In tako da. To se, a veste, premalo se mi tega zavedamo. Kaj vse vpliva na naše počutje, na naš odnos. In tudi družinski zdravniki, naprimer, Kazahstan, Gruzija in tako naprej, kjer je zelo veliko alternativcev, pa nasploh, ko se začnejo bolezni, se začnejo pogovarjati tudi o tem. Kakšne so intimni odnosi, ker to vpliva in na pritisk, in na raka na prostati, in na marsikaj v telesu, ker tudi v Sloveniji je zelo velik porast, pa sploh v Evropi, rak na prostati, ker je pomanjkanje spolnosti. Kaj pomeni pomanjkanje? A govoriva, vem, da ne moramo postaviti ene uravnilovke, ker je za nekoga nekaj, za drugega spet drugo, pa vendar lahko svetujeva. Je tako, da je recepta nikolikrat na dan, pa kolikrat na teden. Ampak nekako normalno, ne tisto. A veste, jaz sem presenečena, ko slišim, da mladi pari po 3 mesece nimajo spolnosti. Da mladih ne zanima spolnost, tudi to sem sama brala. Ampak to je nekako normalno na tedenski ravni in tako naprej. Seveda, isto, predvsem je pa pomembno to, da se ene izseli iz spalnice, ker če se to zgodi, je konec partnerske zveze. Predvsem je pa pomembno to tudi dotikanje, nežnost, ta bližina, ker to vse vpliva tudi na hormone. Lejte, ženske potrebujemo več tega kot moški. Ni res. Ni res. Se pravijo, da se predigra začne že zjutraj, ko vstanemo. Tako je, ko se objameš, ko se pogledaš v oči, ko se duše pokontaktirajo skozi oči in tako dalje. In lejte, v ekspanziji spolnosti, tam do
32 leta, ja, vse so večinoma sami. Samo zadovoljevanje ne daje iz tih hormonskih rezultatov. Se pravi, ne govorimo o orgazmu, govorimo o spolnosti. O spolnosti, ja. No, in zdaj ženska je pa najbolj dojemljiva za spolnost, kdaj v meni. Ne? In takrat je pa problem, ker je pa obratna stran, a ne malo v upadanju. In takrat smo pa še bolj čustveno potem dojemljive in tako naprej. Ne? Rekli ste čustveno dojemljive, a ženska za to, da se popolnoma prepusti, potrebuje več, bom rekla, te tudi čustvene podpore že skozi dan. Za moškega ni to tako pomembno, lahko zdaj, takoj, potem, prej. Je to res, kar govori ulica? Tako je, ne? Tudi moški rabijo čustva. Predvsem pa, kaj mislite, kaj je tukaj najbolj pomembno? Spoštovanje in pa zaupanje. A veste, ker če jaz zaupam svojemu partnerju in pa predvsem pa sebi, ne, pa da spoštujem sebe, pa da imam občutek, da in pač partnerja, potem imam tudi neko čustveno ravnovesje. Če pa jaz rabam od njega kar naprej neko potrditev čustveno, a veste, koliko je to naporno. Jaz vedno rečem, predstavite se na drugo stran, da skozi nekomu pozornost pa tako naprej. To je zelo naporno. Jaz se ne predstavljam človeka, da imam ob sebi, da me kar naprej čustveno podpira, pa da mi sto odmakne, pa da mi vrata odpre, pa da mi ne vem kaj. Jaz bi znorela, ne? Rekla, imam 2 noge, 2 roke, lepo te prosim. Ker to ni to. Ne? Ampak to so dotiki, a veste, ne? Da se zjutraj ti objameš, pa potem, da se narediš skupni plan za cel dan, kaj se bo dogajalo, a ne? In pa ne pa ti zdaj pa to naredi in pa če tega ni, ja ne bom, ne, stran porineš. Ja, parkrat to narediš, človek ne bo več probal. Ne? Ker ga je strah zavrnitve, z ene ali z druge strani. Je pa res, ker smo ženske. Bolj čustveno naredimo tudi veliko večjo dramo, kar pa moški ne delajo. Še na eno knjigo sem se spomnila med pogovorom, in sicer 5 jezikov ljubezni. Se pravi, imamo različne jezike, ne? Nekomu neki bolj sede, drugemu drugo, in o tem je potrebno govoriti. Pogovarjati se. Kaj komu, kot sem rekla na začetku, kaj si jaz želim. Ne pa to, da mora on to narediti. Ampak kako jaz to vidim, kako ti to vidiš in se slišati. Ne pa ti imaš prav, ti pa nimaš prav. Prej ste že govorili o tej ženske energiji, o kateri se danes toliko govori. Biti v ženski energiji. Ženske smo preveč možače in to moške odbije. Vaše mnenje? Ja, seveda jih odbije, ker jih skozi vzgajamo in pa zahtevamo, kako mora biti narejeno. Vam primere povem. Pred parimi leti sem imela predavanje na Ugljenu za grafologijo in poleg je bil moj mož. Zraven je bilo 45 žensk, samskih ali pa, da so si šle same s prijateljicami na ta izobraževanje, kaj je bilo različni predavatelji, in on se je začel hoditi prisilno kopati. In meni ni bilo jasno, zakaj. In potem je pa ta 3. dan pri večerji vstal, pa je rekel, a veste kaj, jaz vas imam pa dost. Ker so ga non-stop, kakšni moški so. In rekel, na vse poklice ste se spravili, ker on je imel pa varnostnikice čez. Za vse veste, da ste najboljše, vse moške vzgajate. Ko pa rečem, pojdi v nočno, mi pa reče, sem ženska. Ja, zakaj pa, kakšna emancipacija je to? Zakaj moramo mi vam rože nositi? Zakaj jih vi ne nam? Zakaj moramo mi za vse poskrbeti? Zakaj ne same? Ker, a veste, to je genetski problem, ker smo bile toliko časa podrejene, smo šli zdaj preko meje.
obvladovanja in tako naprej. Ne? In nobenemu se več ne da ukvarjati z nami. Kaj je ženska energija? Ženska energija je to, ta nežnost, ta čustvenost, ne? In pa skrb, dejansko skrb za dobro počutje v domu, kar ne pomeni, da mora biti ženska prevezana za šparget, ker so se zdaj te vloge zelo spremenile, ne? Oba dva skrbita za dom in prav je tako, ampak smo to svojo ženskost popolnoma zabetonirale z poslovno agresivnostjo, z tekmovalnostjo, z obvladovalnostjo, zato imamo pa tudi take težave z spolnimi organi, ne? Kot so maternica, jajčniki, tumori, ker tukaj zaradi stresa, ki se kopiči v teh organih, v teh naših organih, pride do raznih obolenj in se jajčnik lahko tudi obrne za 24 stopinj, ne? Pri poslovnem stresu in tako dalje. Ne? In a veste, ni več tistega ravnovesja. In tudi problem je ogromno ženske zdaj samskih. Problem nastane tam pri 45. letu, ko se oseba začne zavedati, da je zdaj pa to, da je malo prepozno za družino, in potem, kaj bo pa potem? Ker smo preveč šli izven teh naravnih okvirjev, ker smo postavili pred sebe kariero, izobrazbo, materialne dobrine, ne pa zato, ker smo na tem svetu, da ohranjamo človeško živalsko vrsto, ne? In da smo srečni in veseli. In pomirjeni sami seboj. In pomirjeni sami sabo. Ne? Jaz vedno rečem, nikjer ne bo pisalo, Edita je bila super delavka, ne? In sodelavka, ne? Ampak mogoče bo pa to pisalo v srcih mojih hčere, pa mojih vnukov, pa tako naprej. Ne? Da je bil nekoč en človek, ki je nekaj naredil za soljudi. Kakšne ženske imajo radi moški in obratno? Kakšne moške imajo rade ženske na osnovi izkušenj delavnic s predavanjem? Ja, ženske imajo rade moške, ki so fit, ja, ki so duhovni, ki se radi pogovarjajo, ampak tukaj je en velik problem. Jaz učim tudi eno posebno delavnico Popolno telo, kar ni pomeni, da mora biti čisto suhi vsi, ampak ko začne partner ali partnerica se ukvarjati s fitnessom pa hujšanjem, ker ga prej silimo, lej kašen trebuh imati, lej kašen si, potem pa, ko se začne spremembe, zakaj pa to dela? Sej isto tako, ne? Se pravi, nikoli zadovoljne. Nikoli zadovoljne, ne? Sej isto tako. Če se jaz dobro oblečem, pa to, Za koga se štimaš? Tako, imaš kakšnega novega, Ko smo mladi, moramo hujšati, ko smo starejši, če imaš dobro postavo, pa to, a si kaj bolana? To se pravi, kar naprej, skozi hočemo neki, pa moške, kako morajo biti oblečen, kakšen avto ima, koliko mora biti inteligenten in tako naprej. Moški pa, moški, a veste, ne gledajo tako na zunanjost partnerc, ne zahtevajo, da ima partnerca 1 kilo nekih dodatkov na obrazu, ker se jim včasih tudi to gabi sploh poljubiti tako žensko, ker mi se šminkamo zaradi konkurence, ne pa zaradi moških. Zdaj, ta urejenost jim je pomembna, ne pretirana. Predvsem se pa moški pokontaktirajo žensko preko oči, preko duše. To se pravi, ta mehkoba, ta ženskost in pa sprejemajo, da jih ženska sprejme takšne, kot so. Da nimajo 100 pripomb in pa ne vem kaj na to, kakšni so, kako izgledajo, kaj počnejo, kaj bi morali. Ampak odkot ta indic spreminjanja nekoga?
Na eni in na drugi strani. Zato, ker imamo skozi ta ženske, imamo ta gen za vzgojo in če nimamo svojih otrok, spremenjamo vse okrog sebe, a ne? Pričakovanja, družba, ne? Potem isto vse te reklame, kako bi morali biti, a ne? Lejte, pred novim letom, to je največji pokazatelj, vse bi morali biti idealno, happy in tako naprej, ne? In zdaj samski, ki hodijo po BTC v Ljubljani, naprimer, ne? Gledajo samo une, ki se za rokce držijo, pa imajo otroke, kako je njim lepo. Uni v partnerske zvezi pa gledajo samske, le kako mu je luštno. Ne? Neke iluzije, ki jih ustvarja družba, ki nas vodi. A ne? Vsa ta umetna inteligenca, primerjanje in pa vodenje v nekaj, kar sploh ni realno. Kje vidite največji konflikt med sodobno neodvisnostjo in potrebo po bližini? Največji konflikt je tukaj strah. Strah pred tem, da če v svoje življenje spustimo neko osebo, bomo zavrnjeni, čustveni, ranjeni in pa javno ponižani. To je največji problem, pa smo spet tam pri naših iluzijah, kako bi moralo biti. In pa ta neodvisnost, a veste, včasih smo bili zelo finančno povezani. In se je denar dal o plačah na kupček, pa smo si razdelili, kaj bomo vse počeli. Zdaj pa ta finančna neodvisnost naredila to, da tudi partnerja nista na tem področju povezana. In zdaj možev partnerjev denar je skupni denar, ženski denar je pa ženski denar. In imamo res, dejansko nimaš nekega povezovalnega elementa sploh več v partnerski zvezi. Sploh, če še ni otrok. In seveda gre to vsak svojo pot. Kaj so tisti temeljni povezovalni elementi? Temeljni povezovalni elementi so skupni cilji, ker če nimamo skupnih ciljev, ni skupna energija. Potem je finančna povezanost, to se pravi, da imamo finance skupne in odločamo, kaj bomo naredili in kaj ne bomo naredili. Potem preživljanje skupnega časa. Če smo več v službi s sodelavci, s prijatelji kot pa s partnerji, se zopet ta energija, ta povezanost razgubi. Potem skupni obroki. Lejte, koliko ljudi zdaj je v službi in imajo kuhinje samo za okras. Ker kaj je bilo včasih ognjišče, kdaj si vedel, da si doma, ko si prišel domov, ko so bili skupni obedi, ko je lepo dišalo v stanovanju po hrani, to se pravi je tudi to. Potem, kot sem že omenila, intimnost, zahvaljevanje, podpora, to se pravi skrb en za drugega, ne kontrola, ampak skrb, kako se oseba ob nas počuti, ne preveč, ampak v določeni meri. In pa so spoštovanje mnenja in pa odločitev. To je za mene, za moje pojme, najbolj pomembno. In v tem primeru govorimo o zrelem odnosu? O zrelem odnosu. In pa seveda tudi zahvaljevanje vsak dan, da smo še skupaj. Kako ločiti med težkim obdobjem in trenutkom, ko odnos ne deluje več? Ko je čas za odhod? Ja, čas za odhod pomeni takrat, ko je na dnevnem redu tišina, nobenega pogovora, nobene spolnosti ali prepiranje, agresivnost, to se pravi nezainteresiranost, odklanjanje, to se pravi, da nekoga porivamo stran ali pa nekdo nas. Odtujenost, ja. Ja, odtujenost, nobene te energije povezovalnosti, vsak, v bistvu so to potem sostanovalci ali pa dobri prijatelji, niso pa to partnerji. Pa lahko terapevt reši takšen odnos?
Terapeut ne more rešiti tega, rešite lahko samo partnerja. S pomočjo terapeuta. S pomočjo terapeuta, tako da začnete razmišljati dejansko, kaj si želita. Ne to, da mi pričakujemo, da se mora nekdo spremeniti. To ni rešitev za partnerski odnos. To se pravi, če si dejansko partner res želi s to osebo nadaljevati, seveda je pa tukaj ključnega problema, koliko je ta oseba ranjena čustveno strani druge osebe in koliko ima v sebi zamer, pa jeze, pa strahov, da se bo karkoli ponovilo. Ne? Kaj pa v primeru, ko na eni strani je interes za to, da se odnos popravi, na drugi pa je zadeva že zaključena. Brez čustev, zaključena. Ja, lejte, tukaj je potem čustveno izsiljevanje. Ampak to nikamor ne pripelje, verjemite mi, da ne. Ne? Če se je odločila oseba, da ne želi več biti s to osebo, kar pomeni, da se je dogajalo nekaj zelo težkega, da se je oseba tako odločila, a ne? To ne nastane čez noč. Ja? Potem tukaj nima smisla v nekaj sil zaradi otroka ali nepremičnin ali karkoli drugega. So lahko otroci razlog za to, da ostanemo skupaj? So lahko, ampak to ni partnerski odnos, to je lahko mučenje drugega in pa še otrok, ker se to čuti v družini, da nekaj ne štima. Ja? Tukaj je ponavadi strah, ko rečem, zakaj pa vztrajate v takem odnosu, je zaradi otrok, zaradi nepremičnin, to in en izgovor, ampak tukaj je lahko strah pred samoto, pred bankrotom in tako dalje. Ne? Ja, marsikdo lahko stane skupaj tudi zaradi enega skupnega premoženja. Poznate take primere? Ogromno. Ampak koliko je potem bolečine v teh ljudeh? Je nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo, prepiri, varanje in pa razvije se tudi veliko bolezni. Ker če nisi čustveno zadovoljen, potem hormoni ne delujejo tako, kot treba, se potem to odraža tudi na fizičnem zdravju obeh partnerjev. To je še ena zanimiva tema, ki se jo vedno znova lotevate. Kako čustva vplivajo na ne samo naše počutje, ampak na razvoj bolezni. Govorite o tem? Tako je, ne. Lejte, že Sokrat je vedel, da vsaka misel nosi svojo frekvenco. V možganih imamo take majhne delce, nevrončke, katere nosijo vse spomine naših, karkoli smo doživeli in zdaj. Seveda tako dobrega in slabega. In tako kot mora prve so možganske povezave naučiti, kaj premakniti, da lahko shodimo, ravno tako se v naše telo preko receptorjev prenašajo impulzi. In če smo mi neprestano v jezi, v grenkobi, se sprožajo določeni deli v možganskih polovici in se vse to prenaša skozi receptorje v naše telo. Predvsem jeza, zamere, grenkobe, v jetra, žolč, želodec in tako naprej. In slovenski pregovori so zelo dobri, na jetra mi greš, ne morem te prebaviti in tako dalje. Ne? Potem čustva, to se pravi žalost. Žalost se kopiči v našem srcu in pa v pljučih. Zato imajo tudi moški veliko več raka na pljučih in pa kapi, srčne kapi, ker v sebi tiho jokajo. Ne? Ženske znamo narediti dramo in s tem že počistimo svoje organe. Ne? Tako kot otrok joka, ki se dere še ne vem koliko časa, ki je že zdavne menili, on že počistil. Ne? Moški pa to ne, moški pa v sebi jokajo in zato zadržujejo v pljučih in pa v srcu. Potem, če smo mi neprestano v strahu, smo neprestano na adrenalinu in adrenalin je v naravi normalen pojav. Vendar, ko je žival ni več v nevarnosti, se ta adrenalin razgradi. Mi smo pa neprestano v poziciji boj ali beg.
Ne? In boj ali beg pomeni, da je naše telo neprestano v strahu, v krču, in seveda to pripelje do kronične oblike izgorelosti. Lejte, zato jo pa je toliko. Ker celotna družba je naravnana tako, da smo neprestano z občutkom krivde in pa da nismo dovolj dobro naredili ali pa da nismo dovolj, sploh ti projekti, razni imaginarne stvari, ker v primarnih poklicih, ko zidar naredi steno, jo vidi, in tam depresije ni, ker vplivajo čustva. Če pa ti na nekem projektu, ker na koncu dneva nimaš kaj prijeti v roke, imaš pa skozi nekaj ozadje občutek, da ni dovolj. In se skozi trudiš, in ker ni pohvale, je to korenčkova igra, ki te pripelje do izgorelosti. In tega je zelo veliko, ko ljudje pridejo z depresijo. In kaj je glavno vprašanje moje? Ali si upate postaviti mejo drugim? Ali upate reči ne? Kaj bi se zgodilo, če bi rekli ne? Česa vas je strah? Ker mi se ne upamo postavljati meja drugim, zato ženemo sebe do skrajnih meja, kar se pa zelo odraža na našem fizičnem telesu. Isto, naprimer rak na dojkah, to je podrejeno materinstvo, družini, ampak to imamo lahko na genetski liniji v našem DNK-ju. Saj ni nujno, da samo zdaj. To se vleče čez generacijo v generacijo in mi vse to podedujemo v DNK-ju. Tako miselne vzorce, kot čustva, kot navade, kot prepričanja. To rešujete z Theta Healingom? To vse rešujemo s Theta Healingom, da na genetski liniji do 10 prednikov ali več gremo nazaj, to čistimo naša prepričanja, nalagamo tisto, kar je tisti trenutek pomembno, ne tisto, kar jaz mislim, kot moj razum, ampak tisto, kar pride iz višjih nivojev, in tako dalje. 20 let pravite, da se ukvarjate z terapevtskim delom. 25, takšnim in drugačnim. Povejte mi, kje so največje spremembe v partnerskih odnosih? Ko ste začeli skozi vsa ta leta, kje smo bili in kje smo danes? Se kdaj primete za glavo in rečete, joj, kam gremo? Ja, zadnje čase so zelo velike spremembe. Ko sem jaz začela, so bile bolj tako zdravstvene, pa kakšne poslovne, ker lejte, jaz sem še človek, ki je deloval v bivši Jugi. Takrat teh terapij nismo rabili, ker smo sodelovali, ker smo bili prijatelji, pa smo se skregali, pa smo šli na pivo, pa smo se rešili. To se je začelo v bistvu pri privatizaciji, ko smo se začeli biti vsi ogroženi, kdo bo imel službo, kdo ne bo imel službo. Razvil se je ta individualizem. No, takrat je bilo blazno veliko teh strahov pred revščino, bankrotom, bla, bla, bla. Zdaj je pa problem te GBT terapije, ki ljudje usmerjajo, da so nekaj posebnega, v realnem svetu je pa to daleč od tega. In zadnje čase je res največ delamo na tej prizemljitvi, na realnih zadevah. Potem isto tako, vse terapije nekako obvladujejo naše starše, in jaz rečem, lejte, to se je zgodilo. Je vzrok, da smo nekako takšni, ampak če pa skozi iščemo vzroke v starših, kaj so nam hudega naredili, pa kako so bili narobe, mi ne bomo napredovali. To se pravi, se neprestano svaljkamo na smeteh, tam prihodnosti ni. Čeprav vlečemo stvari iz otroštva, tudi odnose. Ampak to moraš enkrat zaključiti, ker, lejte, saj jaz sem šla isto čez to, vedno sem povedala isto zgodbo, zakaj sem prišla na nek seminar. In potem, dokler mi ni v Švici na enem seminarju Theta Healinga vžgal, da kdaj pa misliš to govoriti, da je enkrat že zaključi s tem,
pa gremo naprej. Ne? Ker če neprestano mi postavljamo se v vlogo žrtve, kaj se nam je zgodilo, mi smo takrat v isti energiji, kot smo bili takrat. Ne? Zapravo, mi ne moramo načrtovati prihodnosti za negativnimi občutki, vzorci, zamirami in tako naprej. Ne moramo. Ampak tam pa ustrajamo zato, ker nam je to znano. Če pa hočem se postaviti naprej, tukaj moramo prevzeti odgovornost, ni več krivca izven mene in tako naprej. Kaj vas je vajin zakon naučil? Moj zakon? Ja. Mislim, moj partnerski odnos. Partnerski odnos, ja. Kar veliko. Ne? Verjetno najprej sva govorili vzponi, padci. Tako, normalno. Lejte, ljubezen, sovraštvo, ljubosumje. Mi dva s partnerjem sva skupaj 46 let. 40 let sva uradno poročena. Bilo je veliko vzponov, veliko padcev. Vendar jaz pravim tako, mi dva sva duši, ki sva prišle skupaj zato, da se brusiva kot diamant. Ne? Veliko groznih stvari sva v partnerskem odnosu preživela glede politike, ekonomske stiske in tako naprej. In to je bilo očitno neka varovalka, da sem imela vedno neko borbo za golo preživetje, da naj je združevala. Ampak jaz zaradi svoje nizke samopodobe sem se skozi trudila, da sem naredila vse tisto, kar sem jaz mislila, da je potrebno v tem partnerskem odnosu. Da sem za vse poskrbela jaz, da sem jaz odgovorna za to. In seveda sem partnerja čist izločila iz tega. Naprimer, smo se kaj odločili, sem neka poklicala, veš kaj, me samo vprašal, kdaj pride, pa koliko bo koštalo. Ne? Potem sem se začela zavedati, da jaz delam to napako, potom izobraževanja in tako naprej. Potem druga stvar je bila tudi to, da na začetku sem se jaz kregala, on me je mirno poslušal in na koncu si je rekel, zdi se ti, ka bi ga zadavila tisti trenutek. Ne? Sem se naučila, da pač se to ne dela. Potem kregala sem se v petek po službi, nek sem delala v turistični agenciji, ko je prišel po mene, sem že imela cel repertoar, kaj bomo mi delali cel vikend. Ne? In hčerka pa mož sta rekla, če si da ti da, izvoli. One dva sta se zabavala, jaz sem pa cuno letala okrog. In pa tula, to mora biti tam, to mora. One dva sta me pa gledala, če te moti, pa pospravi. Kje pa piše, da mora biti to tam? Ne? Na tak način, v bistvu, a veste, pa misliš, on ni duhoven, pa to. Ne, saj ni res. Jaz rabim to izobraževanje, ne on. Ne? On je mogoče to že predelal. In tako naprej. In kadarkoli sem začela kaj, da je pa treba to, mi samo reče, ja, mama, ne? To se pravi, mi da takoj povedati, da je nekaj me spreminja, dovolj sem star in tako naprej. To se pravi... Razpoznavni znak, dovolj je. Dovolj je, ne? In pa naučila sem se tudi to, da jaz sem blazno energičen, gremo, akcija, ne? Jaz sem na Marsu, ko partner naredi šele prvi korak. Ne? Da ta različnost je najboljša stvar v partnerskem odnosu. Bog ne da imam jaz na sebe neko tako osebo, kot jaz. Pa saj bi se pobila. Ne? Tako pa on lepo je bolj konzervativen, umirjen, natančen. In mene je to zelo motil. Jaz sem se to skozi skregala, dokler se nisem naučila, da je to idealna stvar. In da jaz naredim po svoje, potem pa njemu prepustim, da vse to naredi tako, kaj treba. Ne? Se pravi, ne iščimo v partnerstvu sorodne duše, ampak kompatibilnost. In pa tudi različnost. In pa še to je, ne, jaz sicer te horoskope pa astrološke znake tudi na terapijah ničke dosti ne upoštevam, ne, ker imamo pač drug sistem, ampak mi dva so oba dva ovna. Ne? Oba dva se zaletjava z glavo v zid, ka naj pa glava boli. Ne? In hvala Bogu, da sva si toliko različna, da je partner, ne,
točno videti, pa si misli, ti se kar zaletavaš, vse boš ugotovila enkrat, da to. Nima smisla. Da samo tebe glava boli. Ne? Predvsem je pa, veste, neko zaupanje in tako naprej. Ne? In pa na pamet mi nikoli ni padlo, da bi jaz karkoli doma uporabljala te tehnike za osebno duhovno rast, ker nimamo nobene pravice posegati v nekoga, če nam to ne dovoli ali pa če nam to, na to ne prosi. Pa vam je on sledil, ko ste vi toliko delali na sebi? Zakaj bi mi sledil? Se nimam mi kaj slediti. Ne? A veste, to je v bistvu moja učna ura. Ne? Pa mi marsikdo vpraša, ja, zakaj ste pa niste ločili? Jaz se ne rabim. Se ni nič tacga narobe. Se sem jaz to rabila, ne on. Se nisem šla zaradi njega izobraževati, jaz sem se šla zaradi sebe, da sebe rešim. Pa mislite, da naj ugleda zdaj? Veste, kako je on pregledal vse te stvari? Naprimer, jaz tudi zdaj obiskujem še en seminar z Theta Healinga, mednarodni odnosi, ki imamo neke stare zamere iz enih plemen, ki sploh ne vemo, da obstajajo po DNK-ju. On vse to prevede v slovenščino, ki je vse ali v hrvaščini ali v angleščini. To se pravi, vse te pregleda, 17 seminarjev različnih učenj, tudi partnersko skripto je on urejal in tako naprej. Vse pregleda, ampak mi dva se o tem ne pogovarjava, ker nima smisla. Ne? To pomeni, da bi jaz njega začela v nekaj prepričevati ali pa siliti, ali pa on mene. Ne? Pač hvala Bogu, ne? Pač vsak ima svoje interese, ne? Nimava te potrebe, da se pogovarjava, ampak kaj je zdaj moj cilj v življenju? Glede na to, da so 3 naši dobri prijatelji zapustili že to zemstvo mojih let, ne? In ko gledam te prijateljce in ko me kaj razjezi, si mislim, hvala Bogu, da je še tukaj, da se lahko skregava. Ne? Ker se ne zavedamo te minljivosti, kaj je pol. A veste, tudi po ločitvah, marsikdo bi se vrnil, ampak žal, prepozno. Kaj vas je partner naučil skozi življenje? Partner me je naučil skozi življenje, da je potrebno spoštovanje in pa zaupanje. Ne? Zaupanje in pa dogovor. Te 3 stvari. A veste, on je prej delal v vojski. Hodil je tlele gor k vam, na vrhovlje, na teren. Ne? Za vse je vedel, kaj se v diskotekah dogaja, ne? Ker smo bili mlajši, pa vedno je rekel, da je nikoli ni bilo zraven. In lih prelek so bile na kavi, ne? Sva se o tem pogovarjala, je rekel, govorila pa diskoteka, sem nekaj, a tankrat te ni bilo nikoli, in sem zavzela stališče, ne. Če bi želel biti z drugo, bi lahko že zdavni šel, ne. Jaz sem veliko po svetu potovala in marsikdo me je vprašal, blagor se tebi, da imaš takega partnerja, da ti to dovoli. Ja, saj ga ne držim. To je njegova odločitev. Ampak mi s tem najedanjem v bistvu partnerje odženemo. Se pravi, ko spustimo in se prepustimo, je vse lažje. Tako. In pa da se na dnevni bazi zavedamo, da partnerski odnos sestavljajo malenkosti, ne pa velike stvari. Ne? To je pravi, če kar naprej vsak dan en drugega neki, ne? Jaz lejka prej se naveličaš in rečeš adijo. Ne? Tako pa, to se pravi pa malenkosti. Menka zjutraj mož kavo skuha, ne iz osladnosti, ampak vedno rečem hvala ti. Pa na začetku je, zakaj se zahvaljuješ. Je zato, ker si nekaj naredil za mene. Kje pa piše, da moraš prej ostati napreden jaz. Ne? Ali pa kaj tacga, če jaz delam popoldne, pa pridem domov, pa mi pripravi neko večerjo, ki vidi, jaz imam rada. Je seveda je to neka pozornost. Ne, da pričakujem ne vem kakšne parfume, pa ne vem kaj vse za Valentinovo. Ne. Isto tako za te razne praznike. Ja, enakovredno je treba darila kupovati, ne da samo ženske pričakujemo, kaj bo. Ne. Kje sem danes v svojem partnerskem odnosu?
morda vprašanje za konec, ki naj si ga postavimo. Je to dovolj? Kako si lahko odgovorimo? Ja, tukaj opazovati sebe, ne, koliko si ti zadovoljen v tem partnerskem odnosu, ne, koliko si ti čustven, mislim, kakšne so tvoje čustva do te osebe. Ali ti zapreš oči, pa si res predstavljaš, da lahko brez kakršnega koli pogoja to osebo objameš. Ne? In da te začutiš tukaj toplota. To je ta ljubezen. Ne zato, da poskrbi za vse. Ne, ampak da ti to osebo resnično, brezpogojno lahko objameš, se poljubiš z njo, se ga dotakneš, a ne? Na tem delati. A ne? Ali pa čisto ena preprosta vaja, da zapreš oči in vidiš, da sta skupaj v nekem balončku in kako v ta balonček teče neka toplota, neka svetloba, ker mi imamo skupno energijsko polje, ko spimo. Ne? Pravi, vse to ustvarja. Ja? Pravi, ta nek adrenalin v to partnerstvo. In ga rušimo s temi nesoglasji, o katerih smo govorili. Z zamerami in pa grenkobo. Sovraštvom pa kako bi morali biti. Ne? Pa predvsem pa ne tekmovati z drugimi pari, kaj imajo, kaj so dosegli, pa kaj ne. Pa tudi partnerje med sabo, ne. Tako je, ne? Ker to je katastrofa. Edita, ko sva se na vratih srečali, sva rekli, kaj pa to obe v rdečem, morda nakazuje na to, ker nisva dogovorjeni bili, da je v partnerstvu potrebna strast. Rdeča predstavlja strast. Tako. Bova zaključili s to mislijo? Rdeča predstavlja strast, predstavlja ta ogenj in pa rdeča barva je prizemljitev. Kar je vse pomembno v partnerskem odnosu. Hvala, Edita Tomič, ker ste prišli, ste si vzeli čas, delili svoje spoznanja z mano in vsemi, ki so zdajle na YouTube kanalu Radia Robin. A bova pomahali? Tako. Hvala in vse dobro vam želim. Še veliko odpiranja oči. Moj poklon. Hvala lepa za povabilo. Tudi vam še veliko uspeha in pa predvsem pa veliko partnerskega razumevanja in pa radosti. Ljubezni in strasti. Pa mahava.